Od začetka vojne proti Iranu je bil izraelski premijer Netanjahu večkrat obtožen, da je pritiskal na ameriškega predsednika Trumpa, naj napade Iran. Obtožba z ne tako subtilnim podtonom, da Izrael in Judi nadzorujejo ameriško zunanjo politiko. Kaj pa, če je trenutna dinamika pravzaprav nasprotna in je Trump tisti, ki daje navodila Netanjahuju in Izraelu? Skupaj z ministrom za obrambo sem ukazal IDF naj napade teroristične cilje v Bejrutu. Ne bo situacije, kjer bi Hezbolah napadel naša mesta in državljane. Njihovo teroristično poveljstvo v Bejrutu, v Dahijehu, pa bi ostalo nedotaknjeno. To je bil Netanjahu ob 14. uri v ponedeljek. Nekaj ur kasneje naj bi Trump v napetem telefonskem pogovoru napadel Netanjahuja zaradi njegovih načrtov za napad na Bejrut in po poročanju Axios dejal: "Ti si nor, bil bi v zaporu, če ne bi bilo mene, jaz ti rešujem rit." Zdaj te vsi sovražijo, zaradi tega vsi sovražijo Izrael. Na neki točki je Trump zakričal na Netanjahuja: "Kaj za vraga delaš?" Do 22 ure je Netanjahu odstopil od napada na Bejrut in dejal, da je Trumpu povedal, da bo Izrael napadel teroristične cilje v Bejrutu, če Hezbolah ne preneha napadati izraelskih mest in državljanov. Mislim, da je Trump nasplošno ugotovil, da bi vojna v Libanonu, ki jo je Netanjahu v zadnjih dneh stopnjeval, spodkopala to, kar poskuša doseči z Iranom, in bi spodkopala dogovor, ki ga poskuša doseči. Zato se je odločil, da to ustavi. Medtem Netanjahujeva izjava nakazuje, da bo IDF še naprej napadal cilje Hezbolaha po celotnem Libanonu, razen v Bejrutu. Premijer je bil deležen kritik tako strani zaveznikov kot nasprotnikov. Ne samo zato, ker ni izpolnil groženj o bombardiranju ciljev Hezbolaha v libanonski prestolnici, ampak tudi zaradi domnevnega neuspeha upreti se Trumpovim zahtevam. Nekdanji desničarski premijer Naftali Bennett, ki velja za enega glavnih Netanjahujevih tekmecev na prihajajočih volitvah v Izraelu, ga je obtožil, citiram, "izgube nadzora nad izraelsko suverenostjo". Vodja opozicije Jair Lapid je ostro kritiziral Netanjahuja, ker naj bi vodil, citiram, "vazalno državo". V Izraelu še nikoli ni bil premijer, ki bi sprejel tako ponižujočo zahtevo, ki je očitno nerazumna. Hezbolah je sovražnik v južnih predmestjih Bejruta, v Balbeku in povsod, kjer so nameščene njegove sile. In udariti moramo po njem, ter ne smemo vezati rok izraelskih obrambnih sil. Kritike so prišle tudi iz vrst Netanjahujeve skrajno desne koalicije, saj je minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir pozval naj ignorira Trumpove zahteve. Ben-Gvir je na X zapisal: "Rekli ste, da močan predsednik vlade predsedniku Združenih držav reče da, kadar je mogoče, in ne, kadar je potrebno. Zdaj je čas, da našemu prijatelju, predsedniku Trumpu, rečemo ne." In tako, kljub temu, da izraelski vojaški uradniki trdijo, da je položaj Hezbolaha slabši, kot se zdi od zunaj, in ta nenehen pritisk bi lahko prinesel rezultate. V prihodnjih dneh so dogodki zadnjih 24 ur razkrili dve neprijetni resnici. Prva je, da se je iransko vztrajanje, da libanonsko fronto poveže s pogajanji ZDA, obrestovalo, saj je omejilo izraelsko sposobnost ukrepanja. In druga je, da je Izrael ranljiv ne le za napade Hezbolahovih dronov, ampak tudi za Trumpov pritisk. In obe trenutno ogrožata varnost države Izrael.